Pozdravljeni! Marsikateri navdušenec se sprašuje, kdaj bodo pri tovarniški ekipi Mercedes ponovno posegali po zmagah. Namreč rezultati zadnjih 4 dirk so izjemno obetajoči, ampak je to dovolj? Čeprav vprašanje na prvi pogled izgleda enostavno, je izjemno težko podati nek enostaven odgovor, naprimer da ali ne, brez ustrezne argumentacije v ozadju. A kljub vsemu bi se lahko usmerili na tiste dejavnike, ki smo jih videli na zadnjih 4 dirkah. In imamo kar 3 pozitivne točke, kar se tiče napredka tovarniške ekipe Mercedes. In prva točka, ki je izjemno zanimiva, je položaj na konstruktorski lestvici. Seveda, tovarniška ekipa Mercedes je bila tretja tudi prej, ampak zaostanek za drugo uvrščeno ekipo, skuderijo Ferrari, se je zmanjšal. Trend kaže, da bodo lahko v nadaljevanju sezone jih celo dohiteli. Seveda, ta napredek je lahko samo trenuten zaradi težav skuderije Ferrari ali kakšnih zunanjih dejavnikov. A če se zopet ozremo na zadnje 4 dirke, bomo videli nekaj zanimivega. Namreč, voznika ekipe Mercedes sta bila 4-krat tretja in 2-krat druga. Torej, če poenostavimo, pri Mercedesu so osvojili polovico razpoložljivih mest na zmagovalnem odru na zadnjih 2 dirkah. Težava je v tem, da niso zmagali. In tu je treba upoštevati tudi zopet zunanje dejavnike. Namreč ti rezultati so tudi nekako posledica težav pri ostalih konkurentih. In govorimo o Red Bullu in seveda skuderiji Ferrari. Tehnične težave, vozniške napake in seveda še marsikaj je tu pripomoglo, da so pri Mercedesu dosegli tako obetajoče rezultate. Čeprav s tem nočem nič vzeti, naprimer Lewisu Hamiltonu ali Georgeu Russellu. A če se ozremo samo na zadnji 2 dirki, veliko nagrado Francije in veliko nagrado Madžarske, ker je bil Lewis Hamilton na 2. mestu. Hitro bomo ugotovili, da je bil njegov zaostanek tam okrog 10 sekund na obeh velikih nagradah. Torej res 2. mesto, ampak zaostanek ni bil tisti, ki bi tovarniški ekipi Mercedes nekako dovolil borbo za zmago. A obstaja še tretji argument, na katerega ne smemo pozabiti. Prav na veliki nagradi Madžarske je George Russell osvojil najboljši štartni položaj s fantastičnimi kvalifikacijami. In marsikdo bi sedaj lahko dejal, da to je tisti pravi pokazatelj, da pri Mercedesu v nadaljevanju sezone bodo kar z lahkoto zopet prišli tja na vrh. Seveda, pred nami je še 9 dirk in marsikaj se lahko zgodi. Tu bi rad poudaril nekaj zanimivega. Namreč razliko med najboljšim časom kvalifikacij veliki nagradi Madžarske med sezono 2022 in 2021. Letos smo videli, je bil George Russell najboljši s časom minute 17 sekund in 377 tisočink. Lani Lewis Hamilton s časom minute 15 sekund in 419 tisočink. Torej, če mi dovolite, da malce zaokrožim, je razlika med lani in letos okrog 2 sekundi. A videli smo, da letos so vozniki v povprečju počasnejši od lanske sezone. Poglejmo si, kaj se je zgodilo naprimer na veliki nagradi Francije in veliki nagradi Avstrije. V veliki nagradi Francije je bil najhitrejši Charles Leclerc.
minuta 30, 872. Lani Max Verstappen, minuta 29, 990. In sedaj bi lahko zaokrožili tu razliko na približno sekundo. Kaj pa na veliki nagradi Avstrije? V obeh primerih najhitrejši Max Verstappen. Letos minuta 4 sekunde in 984, lani minuta 3 sekunde 720. Tu vidimo, da je razlika približno sekunda in 3 desetinke. Daleč ne, tam okrog 2 sekund, kot smo videli na Madžarskem. Namreč ne smemo pozabiti, na Hungaroringu je vreme oziroma temperatura asfalta bila ključna. Videli smo, da med petkom in nedeljo se je ta znižala tja med 25 in 20 stopinj Celzija, kar je vplivalo tudi na praktično učinkovitost različnih mešanic pneumatik med samo dirko. Lahko bi dejali, da je prav to znižanje temperature v soboto poudarilo določene kvalitete Mercedesa dvojni V13 in George Russell je zasluženo dosegel najboljši štartni položaj. A to še ne pomeni, da je kar naenkrat Mercedes dvojni V13 v normalnih vremenskih pogojih enakovreden, naprimer Red Bullu RB18 in Ferrariju F1 pomišljaj 75, vsaj kar se tiče kvalifikacij. Tudi na sami progi, če gledamo ritem, bomo opazili razlike. In to je seveda eden izmed tistih pokazateljev, katerega ne smemo prezreti. Čeprav nedvomno pri tovarniški ekipi Mercedes imajo bistveno boljšo zanesljivost kot pri Red Bullu in Ferrariju. Tudi zato so tako visoko na konstruktorski lestvici. Mi tu danes hočemo ugotoviti, ali lahko pričakujemo zmago tovarniške ekipe Mercedes v naslednjih 9 dirkah. V svetovnem prvenstvu Formule 1 se lahko zgodi karkoli, ampak če ne bo nekega zunanjega dejavnika, kot naprimer vreme, kot naprimer napake, tako pri Red Bullu kot pri Ferrariju, bomo lahko v letošnji sezoni izjemno težko videli kaj podobnega. Res pri tovarniški ekipi Mercedes so opravili kar velik korak naprej glede na tisto, kar smo videli na začetku sezone. Bolid nima več težav s skakljanjem, vsaj na tistih progah ne, kjer je asfaltna površina ravna. Zanima me, kaj bomo videli naprimer v Singapurju. Namreč v zadnjem obdobju smo videli kar nekaj dirk, ki so se zvrstile na tistih stalnih progah, kjer je asfaltna površina bistveno boljša od tistega, kar bomo gledali naprimer na raznih uličnih progah oziroma tudi na progi v Austinu. In to zna biti eden izmed tistih zunanjih dejavnikov, ki je nas tu tudi spravil malce v zmoto. Namreč, če pogledamo Silverstone, Hungaroring, Paul Ricard in Red Bull Ring, so proge, ki imajo čisto drugačne lastnosti kot naprimer že prej omenjeni Austin, kjer je asfaltna površina vse prej kot idealna in tudi če je le-ta preplastena, se začne zaradi same podlage kaj hitro gubiti. Podobna zgodba je naprimer v Braziliji na progi posvečeni Carlosu Pačeju. In seveda, ta točka lahko marsikomu se zdi malenkostna, ampak videli smo, da je lahko ključnega pomena. Ne smemo pozabiti na vremenske razmere. Videli smo na Madžarskem, kako je Mercedes postal hitro konkurenčen, ko so drugi imeli težave. Torej, ni bil Mercedes tako hiter, ampak so bili drugi počasnejši. Na rezultatski lestvici se to ne vidi na prvi pogled, ampak če malce analiziramo naprimer razliko v najboljšem času kvalifikacij, bomo kaj hitro ugotovili to. To ne pomeni, da letos kakšnega takšnega podviga pri Mercedesu niso sposobni.
Pripravljeni so, vsaj kar se tiče strateških odločitev, so bistveno bolj umirjeni pod manjšim pritiskom, kot smo jih videli lani. Zato ob idealnih pogojih se jim lahko kaj podobnega tudi posreči. Ne bi bil, na primer, optimist, kot so nekateri avtorji, ki so takoj že postavili Mercedes ob bok, tako Ferrariju kot Red Bullu. Do tam jim še malce manjka, ampak upam, da v nadaljevanju sezone nas bodo presenetili s kakšnimi tehničnimi izboljšavami, ampak do takrat nam ne preostane drugega, da malce počakamo. Danes bo seveda pa to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.